Digitalna preobrazba Slovenije ni samo vprašanje doseganja digitalnih ciljev, ki nam jih določa Evropska unija, čeprav sta pri tem pomenijo tako digitalne kompetence prebivalstva in pa dostop do digitalne infrastrukture, hkrati je pa enako pomembno tudi, na kakšen način dosegamo te cilje, kakšni so ukrepi, ki omogočajo vključevanje ciljnih skupin in pa dostop do digitalne infrastrukture. Pri tem je zelo pomembno, da država Slovenija pa pristojna ministrstva delujejo pregledno, transparentno, vključujoče in pa odgovorno. Namreč javni davkoplačevalski denar, ki se namenja digitalni preobrazbi, mora biti porabljen gospodarno in pa z konkretnimi učinki, za kaj je tudi namenjen. Želim izpostaviti, da so starejši pomemben del družbe in da starejših ne smemo izločati iz dobrobiti danes te moderne družbe, ki pravimo, da je tudi že praktično skoraj vsa digitalizirana. Mi moramo razumeti in odločevalci morajo razumeti, ne samo mi starejši, da smo nekoliko drugačni od mladih, da smo drugačni od tistih, ki nas želijo spraviti v nek okvir, v katerem bi seveda mi potem delali in bi bili na nek način prikrajšani zato, ker ne obvladamo določenih tehnologij. Torej želimo, da ko se uvajajo določene tehnologije, ki forsirajo digitalizacijo kot način življenja, ki naj bi bil boljši, želimo, da nas o tem vprašajo, da jim povemo, kaj si mi želimo, kaj obvladamo, kaj ne obvladamo in kaj smo sploh v stanju obvladati. To se nam zdi ena od ključnih zadev. Želimo, da imamo kvalitetne izobraževanja, da so v ta izobraževanja kot predavatelji vključeni tudi starejši ljudje, ne samo mlajši, in da so ti ljudje, ki izobražujejo, tudi da razumejo, da smo seveda nekoliko drugačni. Želimo pa seveda biti enakopravni. Na koncu bi morda poudaril samo še to. Podpiramo digitalizacijo družbe, vendar ne na način, kot se to izvaja sedaj. Ne želimo, da o nas odloča kapital, kako se bomo izobraževali, kako bomo vstopali v to digitalizirano družbo. Mi želimo, da smo seveda del tega in če hočemo biti del tega, želimo, da je projekt Digitalizirana Slovenija voden tudi strokovno na tak način, da bomo vedeli, kdo je koordinator tega projekta, kdo je odgovoren, da se ta projekt izvede tako, kot je treba in da nosi seveda polno odgovornost. Ne moramo se skrivati za nekim ministrstvom, ne vemo pa, kdo je na tistem ministrstvu konkretno odgovoren za digitalizacijo slovenske družbe. Potreba po digitalizaciji nevladnega sektorja je postala realnost, zato se mi že leta zavzemamo za vzpostavitev digitalnega središča NVO, ki bo odgovarjal na te potrebe, ki jih imajo nevladne organizacije na področju digitalizacije. Torej od IKT opreme, računalniške opreme, usposabljanj. To ne bi delovalo kot neko središče, kamor se lahko organizacije obrnejo tako po informacije, se prijavijo na usposabljanja, hkrati pa tudi kot neko razvojno, spodbudno središče, ki bi nudilo nek razvoj na področju specifičnih programskih rešitev, ki jih potrebuje nevladni sektor. Rada bi opozorila tudi na pogosto spregledano področje, torej področje spletne dostopnosti, na katerem se v zadnjih letih dogajajo določeni premiki, predvsem na področju ozaveščenosti, v praksi pa vidimo, da stvari še precej šepajo, kar pomeni, da je kar velika večina prebivalstva še vedno nima dostopa do spletnih strani, mobilnih aplikacij, govorimo predvsem o osebah z različnimi invalidnostmi in če v to prištejemo tudi vse osebe, ki so starejše od 60 let in se morda že soočajo z nekaterimi invalidnostmi, pomeni, da nimajo dostopa do informacij, morda ne morejo uporabljati nekaterih storitev, kar jim zelo, zelo otežuje življenje. Zato bi rada položila vsem, tako zavezancem iz leta 2018, pa tudi tem, ki bodo postali zavezanci po zakonu sprejetem, ki bo stopil v veljavo leta 2025, ne imajo pri razvoju spletnih strani vedno v mislih pred sabo resnične osebe, ki morda so na nekaterih področjih tudi ovirane.
Upoštevanje načela javni denar, javna koda bi pripomogla k temu, da bi se začelo uporabljati malo več odprtokodnih rešitev, tako programska oprema kot tudi odprti formati. S tem bi postavili človeka v središče same digitalizacije, saj bi omogočalo 4 svoboščine, kot je uporaba, kopiranje, pregled in tudi nadgradnjo same kode. Prvenstveno bi to moralo poskrbeti Ministrstvo za digitalno preobrazbo, saj skrbi in nadzira digitalne rešitve. V primeru, da ministrstvo pravilno nastavi stvari, je tu ping-pong žogca na naši strani. Nevladni sektor potem mora samo začeti uporabljati odprte formate, ki so pa podprti z vsemi programi, ki jih še sedaj uporabljajo, tako da ni veliko dela iz strani nevladnikov. Na Mladinskem svetu Slovenije se nam zdi pomembno, da kar razmišljamo o digitalnih kompetencah, da se ne omejimo samo na uporabo računalnikov, ampak da razmišljamo širše. Torej, da naslavljamo tudi digitalno državljanstvo, medijsko pismenost, digitalne pravice, ker raziskave kažejo, da se pojavlja več polarizacije med mladimi in da so tudi izpostavljeni sovražnemu govoru na spletu, tako da se nam zdi pomembno naslavljati te problematike. Kar se nam zdi je tudi, da ko govorimo o ukrepih financiranja na tem področju, da smo nevladne organizacije pogosto izključene, pozabljene in tudi mladinske organizacije oziroma organizacije v mladinskem sektorju. Želeli bi si več podpore tudi pri vzpostavljanju raznih teh digitalnih rešitev. Zdaj bi v kratkem nameravajo razpisati razpis Urad Republike Slovenije za mladino za nakup IKT opreme, ki ni mišljen za celotno Slovenijo. Tako da tukaj pozivamo ministrstva, da naj najdejo neko rešitev, da bodo lahko organizacije v obeh kohezijskih regijah se razvijale enako in omogočale podobne priložnosti mladim, s katerim delajo. In glede na to, da se tehnologija zelo hitro razvija, da se trendi pojavljajo, se nam zdi, da je res treba biti agilen pri tem, da se dejansko aktualno naslavlja problematike, ki so zaznane in da nismo preveč rigidni v ukrepih, ki se načrtujejo.